Glasba, ki jo želite poslušati. Radio Prlek 88,9. Sem Maja Kevc in poslušate oddajo Radio Aktivno. Maja Kevc predstavlja nov singel Labirint, ki bo del njenega albuma Sončnice. Vsak teden do izdaje albuma bo objavila novo skladbo. Po labirintu sveže slovenske glasbe vas dobro uro vodaje Radioaktivno plus. Vodim Boštjan, zavrtim vam nekaj sveže glasbe. Or verjamem ljubezen, da najde srečo na vseh poteh. Lepo je, ko se z mano smeješ. We are going down, Jordan, we are going down, Jordan. V oddaji Ne bom sam se pokliče Nejšo, Aniko Horvat, Talijo in Elo Roš. Tudi za mano bodo še cvetele češnje in sonce vzhajalo bo kot je dostaj. Prepusti se naj te odpelje v kraje, ki sanja vsi kot otrok. Spomnim nekje na drugi strani Maurice, vedela sem, kaj vsebi za te dala vedela. Aleksander Novak, ki je novi singl Najdi svojo Ameriko posvetil hčerki Ilariji kot opomin in oporo v življenju, ko bo iskala svojo pot in želela uresničiti svoje cilje in želje.
Zdravo, sem Aleksandar Novak, vi poslušate oddajo Radioaktivno. Gledam te, moj otrok, v življenju smeh in jok. Gledam te, moj otrok, ti mojih misli tok. Gledam te, kako se vsako jutro prebudiš. Gledam te, kako močno živeti si želiš. Najdi, najdi, najdi jo, najdi svojo Ameriko. Najdi, najdi, najdi jo, najdi svojo Ameriko, Ameriko. Gledam te, kako žariš in ko vse iz rok spustiš. Gledam te, kako letiš in ko me k sebi ne spustiš. Gledam te, kako se kdaj do konca izgubiš. Ampak vem, da žarek sonca doživiš. Najdi, najdi, najdi jo, najdi svojo Ameriko. 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 Ameriko, Ameriko. Ameriko, Ameriko. Čutim te, kako kdaj pred sabo zbežiš. Ampak vem, da spet najdeš to, ni važno, kje živiš. Najdi, najdi, najdi jo, najdi svojo Ameriko. Najdi, najdi, najdi jo, najdi svojo Ameriko. Najdi jo, svojo Ameriko. Najdi jo, najdi svojo Ameriko. Najdi svojo Ameriko. Najdi svojo Ameriko. Pod cvetočo limono, na pisanem vrtu, pod njeno senco se gledava. Nad nama vesolje prinaša novice. Ni še prepozno, da se najdeva. Vrtiva se na najinem vrtu pod krošnjami starih dreves. Kdor verjame v ljubezen, da najde srečo na vseh poteh. Pod cvetočo limono, na najinem vrtu, čas se poslavlja, njemu se mudi. Nad nama oblaki prinašajo sence. Ni še prepozno, da se najdeva. Vrtiva se na najinem vrtu pod krošnjami starih dreves. Kdor verjame v ljubezen,
ljubezen te najde srečo. Vrtiva se, če tudi je zadnji ples. Kdor verjame v ljubezen, te najde srečo na vseh poteh. Vse cvetlice si niso enake, a rastejo na skupnih tleh. Vsi čakamo druge junake, da bodo rešili naš svet. Pod krošnjami starih dreves, kdor verjame v ljubezen, ta najde srečo. Vrtiva se, če tudi je zadnji ples. Kdor verjame v ljubezen, ta najde srečo na vseh poteh. Vrtiva se, če tudi je zadnji ples. Še vedno je v meni del tebe na vseh poteh. Še vedno je v meni del tebe na vseh poteh. Na vseh poteh. Na vseh poteh. Kristjan Srnica Kiki Flay je izdal novo skladbo Na vseh poteh. Celoten proces ustvarjanja singla je bil potovanje v zavedanje ljubezni in skupnosti, ki je okoli nas. Čez nekaj trenutkov. Ne vzamemo slovesa z Nejšo. Tudi za mano bodo še cvetele češnje in sonce vzhajalo bo kot je dostalo. Glasbeni gost. Nejša v moji družbi, zdravo. Lepo zdrav, živijo Boštjan in lepo zdrav vsem, ki naj jo poslušajo. Še eno balado z albuma Dvigam jadra izpostavljaš. Čakaj, kira je bava prejšnja? Ne brini. Ja, pa tudi prejšnja je bila balada, če se prav spomnim. A misliš, manjkaš mi? Tako? Pa lepe besede. Tako. Pa dober, ampak poglej, sej lahko rečemo, da je bolj v mirnem ritmu, ampak ta je pa res resna, ne? A se mi zdi, da še vse lepe besede povej. Veš, da ta malček ni nekako tako, da bi rekel balada, ko pa misliš na nekaj resnega, počasnega, ampak tale pa zdaj je, no. Tale balada, sploh pa s tem naslovom Slovo, je pa res nekaj tazga, kar se usedeš, si vzameš čas, predvsem je to dolg komad, 5 minut, in se tudi posvetiš sporočilu. Slovo ni vedno nujno slovo. Ne, pač je transformacija energije v neko drugo obliko, tako bom rekla. So začetki in konci so tesno skupaj in vse prav, vse žalost vedno sledi slovesu, a ne, pa tudi žalovanje in tisto obdobje, ki je normalno, da je in normalno je, da boli in normalno je, da tudi traja. Sam, še vseeno, veš, zdaj odvisno, kakšen slovesu govoriva, ne? A se človek poslovi od starih navad, a se poslovi od sočloveka, ali se sam poslavlja od tu zemeljskega. Tok je različnih sloves, da ne mora posploševati, ampak vsa slovesa, kot sem rekla, pelajo v neko ali drugo agregatno stanje, ali v transformacijo energije v nekaj novega, ali zaprejo vrata, pa nova odprejo, ali pa odrežejo nekaj, kar več ne služi. Vsekakor je pa iz tega sestavljeno življenje, iz rojstev, smrti, začetkov, iz koncev in iz teh transformacij, ker kaj pa drugega rast, kakor v bistvu, če pogledava, ne, kako mišica raste na treningu, iz česa raste? Iz poškodbe. Kaj je odraščanje? Travma na travmo. Pa kaj je še lahko hujšega v življenju, kakor se nekako soočati s tem, da je to neizbežno in da to moramo jemati tej učilnici, ki se ji reče zemlja, kot pač še neka lekcija, ki jo bo treba usvojiti na tak ali drugačen način. Pomeni, da lahko sporočilo slovesa poveš neposredno ali pa tudi med vrsticami. Ja, res je. Se gre, zato pa sem prej omenila, ne, glede na to, s kakšnimi slovesi ima človek trenutno opravka, ali jih pa bo imel, ali jih pa je imel. Ta pisem nekako to razrešuje, lajša breme
in vedno znova opominja na lahkotnost. Na lahkotnost transformacije, ki prinaša vedno boljše in lepše oblike. Vse tako je tudi to življenje, vse pogledaj ali oseben life ali kakorkoli, se greš vedno najboljši, vedno ti je lažji, zato ker tudi sebe lažje sprejemaš, lažje komuniciraš, pa tudi delaš boljše izbire, predvsem pa racionalne. Video podporo skladbi pa si posnela na Pomolu in tam si kot kraljica. Hvala. Zdaj ne grem se neko božanstvo, ampak sem hotela to slikanje s kontrasti med svetlo-temno silo, med velike ene simbolike, kače, metulji že na nakitu in tako naprej. To se skupaj kliče po transformaciji, veš, pa tudi taki cajti so bili. Imeli smo Sončev umar, pa Luna v Škorpijonu, pa ne vem, kaj še vse. A veš, prav bil je zrak nabit s to energijo, in jaz sem jo nekako ujela in tudi ovekovečila v tem videospotu. Čeprav tisti dan, to je bil 6. april. Mater, sem rekla, kako bo fajn, ko bo lih prijetno oblačno, bo lepa slika, pa za kamero bo fajn. A takrat šlo pa 30 stopinj. Sploh nismo vedeli, kaj je to poletje, čudna neka inverzija sredi zime, a veš, pa sneg za tem, ne. Ampak velika noč vedno strese, ne. Saj smo bili že navajeni zelenega božiča in bele velike noči, ampak pa kar naenkrat, 30 stopinj in z mene se cedil, tisti puder in obleka se je lepla name, tako da sem si prav rekla, tako, ko si želiš lep dan, ampak tak, bo rekla, ziharaški za snemanje, pol ti pa lepo vesolje pošle sonce v izobilju. Pa si rečeš, kaj pa še češ, no. Ko si človek nečesa res želi, mogoče si ne sme preveč želeti, da tega preveč, da lahko skendlo. To pomeni, da imaš lahko vodo na sebi ali pa v jezeru. Dobro, zdaj mi pa ti to razložiš. Glede na to, da se potiš, voda teče iz tebe ali pa potem samo uživaš ob jezeru in vode. Ok, v smislu, želela si vode, dobila si jo trojno. Tako. Pa še mahur ti je popuščal, evo. Ampak da ne v smislu, takole, ko si kaj želimo, da se mi zdi, da vesolje, oziroma kdorkoli je tam gor, whatever, slišam samostalnike. Moramo paziti, kako naslavljamo stvari, Namesto, da delamo shod proti vojni, moramo delati, naprimer, shod za mir, Ker vesolje piš shod, pa vojna, shod pa vojna. In je v tej simboliki, ki jo dajajo naši nazivi, kako vključimo določene situacije ali sebe, ali albume, komade, ali pa proteste konc koncev, je ful pomembno, kaj skupaj skandiramo. A veš, ker to, ljudje, ki se zberemo skupaj, to ima močen naboj, to je tako kot molitev, Se že če pesem veliko ljudi skupaj poje, veš, kakšna energija se lahko tam tvori. Tako da se mi zdi, da je zelo pomembno pri glasbenikih, da dajo še kaj več od sebe, ko pošiljajo muziko v svet, da ta tudi nekako med vrsticami kaj doprinese človeštvu, narodu, svetu. Nejša, ta z naslovom Slovo je že z albuma Dvigam jadra. Bo še kakšni singli z tega albuma ali potem že sledi kaj novega? Ja, pričakujem se še 2 in pomem pa 20. obletnico delovanja, viš, naslednjo leto bo 2025, to je natanko 20 let od izida prve plošče in se bo spodobilo narediti nekaj velikega, veličastnega na nekem velikem odru za veliko gosti in za veliko glasbeniki, so v spremljevalnem timu, tako da moje želje so visoko leteče, bom videla, kaj mi bo uspelo izvesti, potem pa seveda vi to vse izveste. Pravočasno. Bomo pa sedaj v eter poslali še slovo. Bo to za slovo? Ja, jaz bi rekla, sproste se, usedite se na komod, prisluhnite komadu, pa se vprašajte, zakaj v teh časih pop muzike res se nekdo odloči dati 5-minutno balado ven z dolgim saksofon solom, pa govori v narekovajih neko žalostinko, Ampak glede zaradi tega, ker se mi zdi, da je to statement in nimam se pred kom zagovarjati, meni je komad strašno všeč, to je pa edino, kar mi je najbolj pomemben, da lahko stojim za noto, za vsako noto, za vsako besedo, za soundom, za sliko in za sporočilom. In sem lahko rečem, upam, da boste uživali, pa da se vas kaj premakne. Pozdravljeni, moje ime je Nejša in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Skrbi, dragi, vedre sem in mirna, ne čutim ne bolesti, ne strahu, nič več me ne preganjajo zle misli, drugje sem, a vendar nekako tu, je mi lažje mi v duši, ko zrem nazaj, razrešena skrbi. Neskončen dan se mi pleto spomini, dan zaradi tebe je lep in poln luči. Tudi za mano bodo še
zaspiš. Delček sem te neskončne zavesti, potujem lahkotno, kot vetra piš. Tudi za mano bodo še cvetele češnje in sonce vzhajalo, v kot je to zdaj. Še bo nekdo upil moje pesmi, le malce prazen in gorak bo na in maj. Tudi za mano bodo še cvetele češnje in sonce vzhajalo, v kot je to zdaj. Še bo nekdo upil moje pesmi, le malce prazen in gorak bo na in maj. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Verjemi, lažje mi v duši, ko zrem nazaj, razrešena skrbi. Objemam eno in edino, ta svet zaradi tebe je lep in poln luči. Tudi za mano bodo še cvetele češnje in sonce vzhajalo, v kot je to zdaj. Še bo nekdo upil moje pesmi, le malce prazen in gorak bo na in maj. Tudi za mano bodo še cvetele češnje in sonce vzhajalo, v kot je to zdaj. Še bo nekdo upil moje pesmi, le malce prazen in gorak bo na in maj. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Le malce prazen in gorak, le malce prazen in gorak bo na in maj. Le malce prazen in gorak, le malce prazen in gorak bo na in maj. Le malce prazen in gorak, le malce prazen in gorak bo na in maj. Le malce prazen in gorak bo na in maj. Le malce prazen in gorak bo na in maj. Čau, sem Lejan Kozdar Luigi. Slavko Ivančič, vi poslušate oddajo Radio Aktivno in bodite aktivni. Vem, da ta dan prišel bo, ko bomo vsi se zbrali. Vem, da vse slike se zložile bodo v glavi. Spomini na veselje in more so za nami. Imele bodo moč, da čutiš me na drugi strani. Ko zvezde padajo, polne so želja ob tebi. Vse sveti zate, danes čutim te ob meni. Leti mi rišeš sonce, poletje barve pomladi. Ko poješ pesmi stare, srce tvoj me objame. Lepo je, ko se z mano smeješ. Lepo, ko me ogreješ. S tabo je lepo. Lepo je, ko me objameš.
da ta dan prišel bo, ko bomo vsi se zbrali. Vem, da vse slike se zložile bodo v glavi. Spomini na veselje in more so za nami. Imeli bodo moč, da čutiš me na drugi strani. Lepo je, ko se z mano smeješ. Lepo, ko me ogreješ. S tabo je lepo. Lepo je, ko me objameš. Lepo, ko se vnameš. S tabo je lepo. S tabo je lepo. S tabo je lepo. Lejan Kozlar Luigi in Slavko Ivančič sta združila moči v skladbi Lepo. V nadaljevanju Se nam iz avtomobila na poti do tja oglasi Anika Horvat. Prepusti se, naj te odpelje v kraje, ki sanja vsi kot otrok. glasbeni gost. Anika Horvat z mano, lepo zdrav. Lepo zdrav, Boštjan, in lepo zdrav vsem poslušalcem na najboljšem Radio Prliku. Zvezda še si je? Zvezda vedno sije in če misliš na mojega očeta, Mislim na splošno. vedno sije. Vedno so zvezde na naši poti in če ti slediš svojemu srcu, so tudi na tvoji poti. Sedaj pa si na radijskih valovih z novo skladbo naslovljeno Do tja. Tako je. Nova skladba Do tja, ki je nastala prav z Luigijem, ki je zdaj ravno ob meni, jo nisem same. In na začetku je bila skladba mišljena kot ljubezenska pesem, potem pa me je Luigi doma obiskal, da so naredila en demo posnetek. In ne vem, zakaj se je takrat v bistvu ne porodila ideja, ker rodila naenkrat je padla z neba, da sem jaz začutila, da je pa ta pesem ima malce drugačno sporočilo, da sem si zaželela, da je to pesem kot sporočilo mame svojemu otroku, da tudi ko zraste ali bo kdaj žalosten, lahko tudi očkota svojemu otroku podal kot neka popotnica za življenje, ko mu bo kdaj hudo, naj se vedno nasloni nase in da vedno poišče pot svojega srca in to je tudi recept za srečo. Je pa tudi sporočilo tudi odraslim ljudem, da nikoli ne smemo pozabiti tistega otroka v sebi oziroma ko smo majhni bili in svojih sanj, ker za sanje nikoli ni prepozno. Se lahko uresničijo tudi, ko smo odrasli, samo ne smemo verjeti v to. To pomeni, da moramo vedno slediti svojim sanjam. Vedno moramo slediti svojim sanjam in vedno moramo imeti načrte, ne cilje, načrte in si jih seveda sproti tudi izpolnjevati. To je recept za srečno življenje. Tokrat na vokalu v pesmi nisi sama. Nisem sama, ampak moja Stela je kot eno presenečenje v pesmi, namreč moja Stelica ni hotela biti izpostavljena, pa tudi jaz čisto po resnici bom povedala, nisem želela izpostavljati, ker čim bi bilo to preveč izpostavljeno, bi me vsi klicali samo zato, da govorijo o tem, če bo Stela pela, če gre po mojih stopinjah. Tako da je eno darilo za vse tiste, ki pesem poslušajo do sredine ali še malo več in potem pride moja Stela. Zgodba je bila pa taka, da ona ni hotela peti, ker njo zanimajo gimnastika in konji, ne pevska kariera in da ne želi se izpostavljati. Potem sem jo pa dobila tako, da sem rekla, ja, pol bo pa ena druga punčka mogla zaigrati mojo hčerko. Rekla, ne, to pa ne. Tako da potem nekako sem jo prisilila, da to odpoje, je pa mi že povedala, da je to njena prva in zadnja pesem. Si pa je potem tudi vseeno zvabila v video spot, v cvetočo naravo. Ja, sem jo in sem prepričana, da bo, ko bo velika, vesela za ta lep spomin, ki si podarila. Anika, govorila sva že tudi o albumu, ki ga ustvarjaš, kako daleč je, kdaj ga lahko pričakujemo? Že zadnji album, ki sem ga ustvarila, je pač dan danes je tako, včasih, ko smo res albume poslušali in smo še CD-je imeli, si ustvaril nove pesmi in potem je ena za drugo prihajala. Zdaj pa je v bistvu že drugi album, kateri ima
izkupiček polovico albuma skladb, ki sem jih ustvarila v zadnjih 2 letih, pa seveda tudi bo nekaj novih. Ampak je potem to kot reklamni plakatek, ki ga nosiš s sabo, ga podariš, CD-jev ni več, ampak jaz sem na CD-je navezana in še vedno sem mnenja, da ko primeš v roko zadevo, se pravi CD, je veliko bolj oprijemljivo in tudi večkrat poslušaš, kot če si naložiš na telefon. Tako da nekaj CD-jev bo, nekaj ključkov tudi bo, tako da seveda album bo v pravi oprijemljivi obliki. Anika, poleg tega pa se pred poletjem obeta še en singl. Res je, torej pred albumom se obeta 2 singla, 1 septembra ob zidu singla in zdaj pripravljam prav posebno presenečenje. Lara Baruca je moja skrita sodelavka, že 2 leti skupaj ustvarjava besedila, pismo Božičko sva ustvarili skupaj, Zvezdo sva ustvarili skupaj in sledilo je valjda to, kar je logično, duet. Skupaj sva ustvarili tudi duet, ki prihaja junija, na katerega sem ful ponosna in je pesem o prijateljstvu. Tako da naslednjič, ko se slišiva, boš verjetno z Laro in z mano na vezi. Dogovorjeno, bova pa sedaj v eter poslala ta aktualno, zato Anika, greva do tja? Greva do tja in hvala lepa vsem poslušalcem in tudi tebi in Radiu Prlek, da vrtite slovensko glasbo in jo podpirate. Sem Anika in poslušate Radio Aktivno. Zdaj bom kar zamižala in gledala svoje spomine. Sama se bom nasmejala, vse kar slabo je naj mine. Tudi če sivo je morje in modri so tvoji oblaki, tudi če ti ne verjameš, dolgi so tvoji koraki. Verjemi v sebe in vse, kar ti nariše nasmeh, ko nov dan te prebudi, moj svet te zavrti. Ko bom spet oživela in te odpeljala v neznano, kar s tabo srce mi razbija in vem, lepo bo ostalo. Prepusti se, naj te odpelje v kraje, ki sanja vseh kot otrok. Naj te odnese vse do tja, ker našel boš pot do srca. Do tja. Verjemi v sebe in vse, kar ti nariše nasmeh, ko nov dan te prebudi, moj svet te zavrti. Prepusti se, naj te odpelje v kraje, ki sanja vseh kot otrok. Naj te odnese vse do tja, ker našel boš pot do srca. Do tja. Prepusti se, naj te odpelje v kraje, ki sanja vseh kot otrok. Naj te odnese vse do tja, da našel boš pot do srca. Do tja. Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Daj povej mi, zlata ribica, Radio si še v službi, a se ti še dela da. Daj povej mi, zlata ribica, a si še v službi, a se ti še dela da. Maš kaj časa, a se ti kam mudi, a
Vreče se odprejo na stežaj, aj, aj. Če kdo zapre jih rečem si pa kaj, pa kaj. Svojim napakam se smejim, živeti se ne bojim. Daj povej mi, zlata ribica, a si še v službi, a se ti še dela da? Imaš kaj časa, a se ti kam mudi? A bi želje izpolnila mi, zlata ribica. Druga je ta, da preresno ne gledam na ta svet, da znam uživat v preprostih stvarih, pa da vidim le dobro v ljudeh, tudi ko sem čisto na tleh. Daj povej mi, zlata ribica, a si še v službi, a se ti še dela da? Imaš kaj časa, a se ti kam mudi? A bi želje izpolnila mi, zlata ribica. Za konec mi obljubi, da bo vse kot mora bit. A ja, pa sam še to, a mi odplačaš kredit? Daj povej mi, zlata ribica, a si še v službi, a se ti še dela da? Imaš kaj časa, a se ti kam mudi? A bi želje izpolnila mi, zlata ribica. Duet Mareja vstopa v pozno pomlad s skladbo Zlata ribica. O ustvarjanju Zlate ribice sta se poigrala z izzivom, kaj bi si človek zaželel, če bi imel na voljo, da mu izpolni 3 želje. Mogoče je med njimi poslušanje glasbe, nekaj sveže slišite v nadaljevanju. Prijateljice, lutke, dober dan. Ob tebi so oči bolj kratke in besede sladke, oh baby blue. Oglasi se. Ela Roš, Vedela sem, kaj sebi za te dala. Malo znani. Talija, ki bo na drugi strani. Nekje na drugi strani Maurice, dala bi vse, kaj se barve vrnejo v srce. Glasbeni gost. Talija je na drugi strani, zdravo. Živjo. Na drugi strani pa je tudi naslov tvoje Ta nove. Tako. 5. singl že po vrsti. Pridno ustvarjaš. Ja, zdaj je ta sicer nastajal kar nekaj časa, malo je bilo pauze vmes, ampak ja, pridno ustvarjamo. Je teh 5 skladb tudi osnova za album, ki ga pripravljaš? V bistvu se bo album začel z Svetom marionet, tako da ja, je pa v bistvu lahko rečem, da smo najdeli neko rdečo nit, katere se držimo, tako da ja, je v bistvu na drugi strani napoved moje nove strani, nove Talije in ja, napoved tudi mojega albuma, ki bo išel v naslednjem letu, začetku naslednjega leta. Torej boš glasbeno malce drugačna. Ja, v bistvu spet ne tako ful drugačna, ampak mislim, da sem se najdla, no. Jaz si tako pravim, da
tako kot osebnostno, tudi z glasbo vsakič rasteš in se nekako iščeš in lahko rečem, da mislim, da sem se trenutno najdla, ja. In če se ostaviva še pri aktualnem singlu, kaj nam želi sporočiti? V bistvu ta singel je bil narejen tako, da smo družili različne ljudi, nabrali neko ekipo, to, kad je v bistvu pisal tekst, tako da gre se pa za nek v bistvu občutek praznine, ampak še zmeraj neko upanje na neko ponovno srečanje. Lahko se izrazim, da je neko potovanje iz teme v svetlobo, kar nas upominja, da lahko barve pa Maurico najdemo tudi v tistih najtemnejših trenutkih osamljenosti. In da potem iz tega potegnemo nekaj pozitivnega. Tako, da najdeš Maurico tudi v tisti neki temi. Boš za video čakala do takrat, da se pojavi Maurica oziroma prikaže na nebu? Video je v bistvu že zunaj, tako da smo ga naredili, v bistvu je bil releasan v torek, isti čas, ko smo dali tudi v bistvu pesem na platforme. Tako da ja, je v bistvu narejen po neki tej tematiki, nekaj luči, malo igranje z lučmi in z svetlobo, tako da smo tudi stadijo hoteli malo ponazoriti. Prihaja letos s tvoje strani še kakšna skladba? Ja, upam, da 2, ampak ena pa definitivno smo že skoraj pri koncu, tako da mislim, da enkrat proti koncu poletja bo čas za novi singel. Bova pa aktualnega poslala našim poslušalcem, zato Talija, kaj je na drugi strani? Ja, na drugi strani je sam sonce pa Maurica. Dež pada na prazne ulice, sivi oblaki, pod njimi skrivam se in dež pada. Izpira moje misli, zdaj vse je drugače, baby, ko te ni. Baby, ko te ni. Baby, ko te ni. Hodim sama, od ta odrivam se, mislim na naju, a je bil to zadnji ples. Hodim sama, gledam, kje si ti, zdaj vse je drugače, baby, ko te ni. Povej mi, kje na drugi strani Maurice, da bi vse, da se barve vrnejo v srce. Pogrešam te, tvoj nasmeh in sonce v oči. Povej mi, kje. Dež pada na prazne ulice, sivi oblaki, pod njimi skrivam se in dež pada. Izpira moje misli, zdaj vse je drugače, baby, ko te ni. Baby, ko te ni. Baby, ko te ni. Meni so še vihani nežnosti, čakajo, da nekdo jih prebudi.
od mladega sem živel katjaven dan. Če sem mogel, sem od dela obrnil se stran. Že od mladega sem živel katjaven dan. Naj povem sem vam, kako sem postal kristjan. En večer sem španciral lačen v bok. Bilo je zelo hladno, a jaz bosih nog. Na vratih je pisal, greh je povsod. A bom po večeri mi zvlekel je not. We are going down, Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. Jordan, we gonna walk to heavenly road. We are going down. Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. Jordan, we gonna walk to heavenly road. Je ta glaven prstopu mi roko dal. Rekel, danes boš pravi tirnik postal. Se v hipu rodil je pomemben sklep. Želodec je krulju za takšen naklep. In stopil sem bliže, da probam kaj jest. Kar sestra v transu zagrabi me pest. Potunka me v vodo, kar 4-krat je bilo. Da pena od žajfe mi šla je v oko. Sing it! I got a sword in my hand. I'm going to use it well. Everybody! I got a sword in my hand. I'm going to use it well. Premočen do kože, premražen hudo. A bom po večerji me božal je zlo. Sestre na mizo so dale beštek. In zraven pridale še tale narek. Poklipni grešnik, moli na vek. In se poplesaj za vse grehe poprek. In molil, da nosim način. Skor stola sem padal od lakote in ti moš trpet. Preden ješ, ti moš trpet. Če pretrpiš, pol dobiš. Ti moš trpet in če bi rad odšel v nebesa, ko umreš, ti moš trpet. Pol pa greš. Ti moš trpet, preden ješ. Če pretrpiš, pol dobiš. In če bi rad odšel v nebesa, ko umreš, ti moš trpet. Pol pa greš. Še pred krstom imel sem res mnogo težav. Zdaj sem končno svoboden, to sem spoznal. Zdaj obličen sem si in mi je lepo. In se brigam za kim je hudo. In tole sem resnico spoznal takrat. Vsak tlačen grešnik je v bistvu moj brat. Na koncu si mislim, če je že tako. Nobeden na svetu najdače ne bo. We are going down, Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. We gonna walk to heavenly road. Let's go. We are going down. Hey Jordan, we are going down. All right, Jordan, we are going down. Jordan, we gonna walk to heavenly road. Once again, we are going down. Yeah, Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. All right, Jordan, we gonna walk to heavenly road. New Swing Quartet je izdal nov album Going Down Jordan, ki vsebuje 20 novih pesmi, hkrati pa so eter poslali še istoimensko skladbo, ki je poleg slovenskega išla tudi v angleškem jeziku. Ne preslišite še. Kaj je zate pripravila Ela Roš? Vedela sem, kaj sebi zate dala. Vedela sem, da ne bom se vdala. Glasbeni gost. Ela Roš z mano, zdravo. Živjo, lep pozdrav. Kar nekaj odmora si imela v glasbenem ustvarjanju. Ja, drži. Kar malo pauze, malo nabiranje nove inspiracije, idej, zvrsti glasbe, tako da samo pozitivna pauza za pozitivne nove projekte. Temu bi sedaj moderno rekla, da si osebno rasla. Tako ja, sigurno v 3 letih človek pa že more malo osebnostno rasti, pridobiti mogoče kakšno drugačne življenjske izkušnje in seveda to jaz zelo rada potem uporabim v svojih glasbenih projektih. Verjetno potem to vpleteš v besedilo? Tako je, drži. Vse to prepletam z besedili, kar se mi v življenju dogaja in tako je tudi z mojo najnovejšo pesmijo Zate. Zate je naslov tvoje najnovejše, sprva ni bila to pesem za javnost.
Ja, drži. To je v bistvu pesem, ki je nastajala kar 3 leta. Gre za zelo osebno izpovedno pesem, ki nosi zelo težko ozadje mojega življenja in ravno iz tega naslova nisem bila prepričana, če želim ta del, ta ranljiv del sebe deliti z drugimi, ampak nekako je čas pokazal, da mogoče pa je prav, da tudi dam tako iskreno sebe drugim in sem se odločila za tole izdajo. Torej gre to za zelo intimno pesem. Ja, gre v bistvu za pesem, o kateri govorim, kjer se podoživljam v bistvu tisti trenutek, ko sem kot 20-letno dekle izvedela, da bom izgubila v naslednjih dneh svojo mami. Bila je namreč bolna in so mi na Onkološkem inštitutu takrat predali novico, da se moramo svoji mami posloviti. Jaz sem pa še predtem izgubila očeta, tako da je bil to zdaj en tak zelo grozen trenutek v mojem življenju. Postavljena sem bila v situacijo, v kateri še nikoli nisem bila. Prihodnost je bila moja, seveda, čisto popolnoma neznana, kako se bom soočila s tem in v tej pesmi zate dejansko podoživljam ta trenutek, ko sem izvedela to težko novico in seveda tudi zdaj, toliko let kasneje, minilo 11 let od tega dogodka, se zavedam tega, kaj vse sem zamudila s svojimi starši in kaj vse še bom. Ampak ta pesem je res taka težka, globoka, vendar jo hočem ljudem dati na način, da se po zelo krutih, težkih pasih da pobrati in je pomembno, da cenimo te lepe trenutke, ki smo jih s svojimi bližnjimi pa vendarle imeli. Mogoče pa zato malo bolj optimistično pogledaš v videospotu. Ja, tako. Želela sem v videospotu, ki sem ga snimala z Rock Pro Production, sem želela ravno iz tega naslova dati neko bolj mogoče ne optimistično, ampak neko tako bolj veselo noto na ta videospot, še vedno s tem pridihom radljivosti, ampak vseeno, da se vidi, da dejansko življenje mora iti naprej, moramo najti nekakšen drugačen smisel in v tem videospotu smo želeli res prikazati, ja, zgodijo se v življenju nepredvidljive stvari, vendar se moramo naučiti s tem živeti in poskušati iti naprej in najti lučko na koncu tistega tunela. In Ela, kako boš ti šel naprej? Jaz najdem svojo uteho v glasbi in upam, da se tudi kdo lahko poistoveti s to pesmijo. Prepričana sem, da se bodo ljudje v tej skladbi našli in če dam lahko vsaj to drugemu na ta način, mogoče malce pomagam, da se mogoče poteče kakšna solzica na ta račun, da se potem ljudem tudi boljše počutimo, sem svoj namen dosegla. Bova pa sedaj pesem poslala tudi našim poslušalcem. Je ta zate? Ja, ta pesem je zate, ti, ki me poslušaš, če si v življenju kadarkoli hodil po podobni poti, po podobni zgodbi, to pesem posvečam tebi in res z občudovanjem gledam nate in verjamem, da boš tudi ti šel oziroma šla skozi to. Ko vprašali so me, ali vem, sem slutila, pokazati ne smem. Ko rekli so, da te v meni več ne bo. Vedela sem, ker vse bi zate dala. Vedela sem, da ne bom se vdala. Vedela sem, da to ni dovolj, da ne bo pomagalo. Tvoj svet pred očmi, samoumevnost v meni zbledi. Tako poznan občutek se spet ponovi. Vedela sem, ker vse bi zate dala. Vedela sem, da ne bom se vdala. Vedela sem, da to ni dovolj, da ne bo pomagalo. Ne bom se vdala, vedela sem, da to ni
večje skrbi. A vem, da meni si, tudi če te ni, te nosim s sabo do konca dni. Vedela sem, ker sebi zate dala. Vedela sem, da ne bom se vzdala. Vedela sem, da to ni dovolj, da ne bom pomagala. Vedela sem, ker sebi zate dala. Vedela sem, da ne bom se vzdala. Vedela sem, da to ni dovolj, kako naj prebrodim to. Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Prijateljice, lutke, dober dan. Kraljice iz sveta otroških sanj. Pozdravljen Pinokio, pozdravljen Peter Pan. Prijateljice, lutke, dober dan. Kraljice iz sveta otroških sanj. Pozdravljen Pinokio, pozdravljen Peter Pan. Prijateljice, lutke, dober dan. Zvezdica zaspanka, rdeča kapica. Volk kozličko sedem in mama kozica. Ceferin, cefizer, butanski policaj. Pa žogica, marogica in strašni zmaj. Prijateljice, lutke, dober dan. Pozdravljen Pinokio, pozdravljen Peter Pan. Prijateljice, lutke, dober dan. Zvezdica zaspanka, rdeča kapica. Volk kozličko sedem in mama kozica. Ceferin, cefizer, butanski policaj. Pa žogica, marogica in strašni zmaj. Prijateljice, lutke, dober dan. Prijateljice, lutke, dober dan. Sedem šrid vam dajejo v poslušanje novo pesem Prijateljice, lutke, dober dan. Ta pesem ima prav posebno mesto v srcih Lepljanov, odkoder delno prihajajo. Se je tam znana kot himna mladine in se je prepevala na vseh pomembnih dogodkih. V nadaljevanju ne prislušajte. Še tega, da se v torek ob 18. v oddaji oglasi skupina Eyes on Fire. Črni deček s pticami v rokah, izgori oko, zletijo v zrak. Boštjan, ki sem v celoto povezal slišano, zaključujem z novo poletno lahkotno skladbo skupine Calypso, ki so jo naslovili Baby Blue.
sem Domen iz skupine Kalipso in poslušate oddajo Radioaktivno. Prepoznam od nekud, roza hlače na rob, bel nasmešek me ulovi v tistem trenutku. Me takoj prepoznaš, svojo roko mi daš, vem, da zaupaš občutku. Znova našla sva to, kar je nekdaj bilo, znova nama je lepo. Lepša si kot v snu, na vsakem srečanju imava znova randevu. Ob tebi so oči bolj kratke in besede sladke, oh baby blue. Ob tebi saj ne boš verjela, pamet mi ne dela, oh baby blue. Poglej me v oči, razen tebe nobene ni. Ob tebi so oči bolj kratke in besede sladke, oh baby blue. Si kot nekoč, mi poljub dolg in groč, ko nas samo stekla sva v tistem trenutku. Rekla naj si vedo, da me ljubiš močno in da zaupaš občutku. Znova našla sva to, kar je nekdaj bilo, znova nama je lepo. Lepša si kot v snu, na vsakem srečanju imava znova randevu. Ob tebi so oči bolj kratke in besede sladke, oh baby blue. Ob tebi saj ne boš verjela, pamet mi ne dela, oh baby blue. Poglej me v oči, razen tebe nobene ni. Ob tebi so noči bolj kratke in besede sladke, oh baby blue. Poglej me v oči, razen tebe nobene ni. Ob tebi so noči bolj kratke in besede sladke,